Ja, zdaj osnovno vprašanje seveda je tukaj, kam umestiti Bleiweisa v slovenskem časnikarstvu. In sam sem v tem prispevku sklenil, da ga poskušam primerjati z drugima dvema velikanoma, literatoma obema, Valentinom Vodnikom in Josipom Jurčičem. Vsak izmed njih treh je potegnil zgodovinsko pionirsko potezo. Vodnik, ko je leta 1797 začel izdajati prvi časopis v slovenskem jeziku, Ljubljanske novice, Bleiweis, ko je pol stoletja kasneje osnoval prvi moderni slovenski časopis, Jurčič pa je bil legendarni urednik prvega političnega časopisa, ki je izhajal kot dnevnik. Se pravi, torej Vodnik. Kaj je počel, ko je ustvarjal časopis? Z današnje perspektive bi pričakovali, da bo njegovo urednikovanje zasnovano regionalno, da bo poročal o dogajanjih v Ljubljani, kakor napeljuje sam naslov. Toda ne. On kot temo zajame svet in tako prinaša vesti iz Francije, Anglije, Holandije, Rusije, Turčije, Perzije, jasno Avstrije, nemških dežel, Nemčije, celo iz komaj ustanovljenih ZDA. Kot prvo se zastavlja vprašanje, od kod je izvedel, kaj se dogaja v daljnih deželah. Ker telegrafski sistem tedaj še ni bil v splošni rabi, uporabljal ga je v vojaške namene, sicer že Napoleon, bi pomislili na dopisnike, ki bi mu iz tujih mest pošiljali pisanska poročila. Pošta je bila namreč takrat zgledno delujoča institucija. Odgovor o viru vednosti je bolj banalen. Vodnik je vesti najdeval v tujih časopisih in jih potem izbiral ter prevajal v slovenščino. Pravzaprav je bil zgolj hipermodern v današnjem smislu, počel je to, kar večina sodobnih spletnih medijev, ko reciklira prispevke svetovnih agencij in množičnih medijev. Vendar pa Vodnik ni bil le prepisovalec, zakaj hitro je peljal vesti z domačih krajev. Poročal je kdaj o viharju, kdaj o požaru, obisku cesarske družine, o poti Napoleona skozi Ljubljano, toda poročevalstvo je bilo pri njem le sporadično. Sistematično se ga je lotil le v dveh segmentih. Stalno je javljal o cenah na ljubljanski tržnici in objavljal je sezname umrlih v mestu. Tu je bil izjemni kronist. Umrle je navajal dobesedno po dnevih smrti in jih popisal z imeni in priimki, poklici, starostjo in krajem smrti. Poleti leta 1997 objavi celo uvodni članek, v katerem pravi, da stari ljudje ne pomnijo, da bi bilo kdaj tako malo mrličev kot letos. V prvi polovici julija sploh nihče ni umrl. Bleiweis je kasneje v njem pikro zapisal, da je objavljal imenike mrličev. Kakšen časopis je torej trasiral Vodnik? Bralcem je širil mentalni svet onkraj domačije in med cesarstva, toda njegov odnos je bil strogo ex cathedra, ne da bi razvil odnos z bralci. Bleiweis, ki je med urejanjem svojega časopisa pozorno prebiral Ljubljanske novice, da ne bi delal istih napak, seveda, je izpostavil Vodnikova oznanila, v katerih je tožil, da je moral veliko žalosti in neprijetnosti od svojih bralcev prestati. Skratka, Vodnik ni iskal stika z bralci, ne skozi naklado, ki je dosegala 100 izvodov, še manj pa z osebino, ki je ni poskušal približati hodenjem bralcev. Ustvaril pa je časopis Ex nihile, in to je en sam človek, ki je bil urednik, novinar in prevajalec v enem. Zdaj si prvoščimo anahronizem in preskočimo nevesto k Bleiweisu, k Jurčiču in slovenskemu narodu. Pustimo Bleiweisa za finale. Ko se je v Hercegovini leta 1875 začela ustaja kristjanov proti Turkom, se je Jurčič oziroma slovenski narod znašel v informacijskem mrku. Namreč cesarski korespondenčni biro, današnje tiskovne agencije državne, častnikov ni zalagal z informacijami, ker je Avstro-Ogrska pač gojila prijateljske odnose s turškim cesarstvom. Jurčič se je v te zadregi najprej naslanjal na sporadične zapise v čeških in hrvaških časopisih. Potem pa je izvedel uredniški preboj, ko je vzpostavil mrežo dopisnikov v Metkovičih in Splitu. Namreč, te dva kraja sicer nista v Bosni, oziroma v kraju ustaje, ampak obmejni kraji so bili polni informacij, ki so širali begunci. Predvsem pa je ravnal popolnoma enako kot sodobne medijske hiše, za katere reporterje o vojni v Siriji poročajo, oziroma so poročali iz sosednjih dežel, iz Amana, Kaira, Ankare, nič drugače. Toda Jurčič je bil urednik s strastjo. Zanimala ga je stvar sama in tako je razvijal novinarske žanre, ki jih poprej ni bilo.
V Hercegovino je namreč poslal vojnega dopisnika, v sicer nekoliko modificirani obliki, ko se je s študentom Kovačičem, ki je tja odšel kot prostovolec, dogovoril, da mu bo pošiljal vojne dopise v prostem času, ko ne bo bitke. Stališče objektivnosti je res da popolnoma pristransko, toda storjeno v želji priti čim bliže dogodka. Žanr poročanja o dogodkih je Jurčič razvil v izjemnih dimenzijah. Od prepisovanja poročil Državne tiskovne agencije prek povzemanja drugih častnikov je šel tretji korak, formiral je mrežo dopisnikov, na koncu je popeljal še vojnega poročevalca, se pravi reporterja z kraja dogodka. Jurčič, ki ni bil le urednik, ampak tudi pisatelj, je premogel instinkt za bralca. Iskal je način, kako ga čim bolj uplesti, kar je dosegel z mitologizacijo vojne. Vojaške poveljnike med ostajniki je postajal kot medijske zvezde, v katerih je pisal hagiografije. O poveljniku Ljubi Bratiču je tako javljal najprej o njegovih vojaških uspehih, zraven pa dodajal osebne zgodbe, da se je pri padcu s konja poškodoval, da je tako očaral holandsko milijonarko, da je ostajal podprla z denarjem. Ko pa ga je pri prestopu meje ujela avstrijska vojska in so ga zaprtega v vagonu peljali železnico skozi Ljubljano, ga je na kolodvorju pričakala množica z vzkliki pozdravov. Bralcem je vojno serviral kot podlistek za pričakovanje o nadaljevanju. Teh vojnih zvest je bilo veliko. Miroslav Huber je bil slovenski častnik, o katerih vojaških uspehih je slovenski narod stalno poročal. Potem pa je Huber prišel na dopust v Ljubljano. In novice so to oznanile in napovedale, da bo imel poseben banket v čitalnici in potem so imeli še poročilo o tem dogodku. Skratka, hagiografija junakov vojne je bila takšna konstanta. Ampak Jurčič, vprašati se velja, zakaj je Jurčič lansiral kot glavno temo proti turško vstajo, za katero je pravzaprav plačeval veliko ceno. Zaradi poročanja je častnik doživel serijo konfiskacij, se pravi za plemb, kdaj celo eno za drugo. Zakaj je torej to počel? V čem je smisel te osredotočnosti na Bosno in Hercegovino? V bistvu je večkratna. Gradil je novo obliko slovanskega zavezništva z brati Srbi, obenem pa je postajal slovenski narod izrazit subjekt častnikarske zgodovine. Zakaj? Prinašal je teme in vsebine ter zorne kote, ki jih osrednji nemški in tudi drugi častniki niso. Torej je v družbo prinašal novo, postal je originalen nasproti ostalim, z njim pa se lahko identificiral bralec kot subjekt. Namreč Jurčič je torej v svojem urednikovanju sledil vsaj dvema strategijama. Po eni strani je skrbel za bralni užitek, za privlačnost branja, kar je se kot pisatelj bil sposoben, da je držal bralca v pričakovanju, v drugi je pa formiral politično identiteto bralca. Skratka, politično prepričanje se je formiralo posamezniku dobesedno skozi častnik. Naposled torej Bleiweiss. Njega je vodil fenomenalen občutek za bralca, sledeč maksimi časopise bralec. To je počel na številnih ravneh. Najprej z jezikom, o katerem je na samem začetku potožil, da Slovenci razen nabožne literature nimamo praktično nič drugega. Da bi ustvaril jezik, ki bi obenem privlačil, je angažiral pesnike, ki so bili po definiciji mojstri besed. Ti so mu polnili naslovnice s svojimi poemami, često seveda povezane s kmetijstvom. Bleiweiss je novice zasnoval s pesniki in jim je dal status prestižnih časopisnih uvodničarjev. Posebni projekt pa je imel, in s tem se je zelo ukvarjal, kako v časnik vključiti dve največji literarni korifeji, literarni zvezdi, Prešerna in Koseskega. Naslednjega, ki že desetletje ni objavljal, se je obračal serijo pisem in ga je končno predramil, da je s hvalnico cesarju Ferdinandu se vrnil k pisanju poezije. S Prešernom je imel seveda težje delo. Ta je bil namreč užaljen, ker ni bil povabljen, obenem pa je pisal za konkurenčni Laibacher Zeitung v prilogi Illyrisches Blatt. Ta je kdaj objavljal v slovenščini in tudi v nemščini. In Bleiweiss je pristopil z genialnim laskanjem. Pesnika je prosil, če bi smel ponatisniti njegov krst pri Savici. In potem ga objavil v 7 nadaljevanjih, vsakič kot naslovni članek, kar je edini primer, da se je članek enega avtorja, kar jaz poznam, v zgodovini raztezal na 7 številk in to naslovnih. Pričemer je Prešernu izkazal čast kot nikomur drugmu. Bil je edini poet,
oziroma avtor, ki ni bil podpisan na koncu članka, ampak na začetku. In ga je naslovil kot slavnega pesnika in avtorja najlepše slovenske povesti v verzih. Zdaj, če upoštevamo, da je Prešeren izdal Krst v knjigi že leta 1836 in jo je Bleiweiss 8 let kasneje zgor ponatisnil, zraven še napisal, v katerih knjigarnah jo lahko kupimo, oziroma kupijo, to seveda govori o izjemnem omažu, izjemnem poklonu pesniku. In potem sta Kosevski in Prešeren od leta 1944 redno objavljala na naslovnicah svoje stihe in imela status medijskih zvest. Prešeren je nikoli nič napisal, kar ne bi končal kot uvodni tekst novic. Celo po smrti, posthumno, je Bleiweiss objavil iz zapuščine še eno njegovo pesem kot naslovni članek. Ampak ni se ustavil pri Kosevskem, Prešernu in drugih pesnikih, ampak je formiral tudi slavljanje kulturne inteligence, ko je v pesmih in člankih izpostavljal imena profesorjev, botanikov, duhovnikov. Na naslovnici je nekoč objavil pesem učitelju govorništva Martinaku. In zdaj to je zanimivo, a ne ob kakšnem jubileju, temveč po srečno prestani bolezni, in pesem so v njegovo veselje spisali gimnazijski učenci. Kako je gradil ta svet kulturne inteligence, ne samo aktualnosti, tudi preteklosti, govori često omenjanje Vodnika. In bi rekel, poemo, ki mu je objavil Prešeren, je zanimivo pogledati, ob kaki priliki, kakšna obletnica je bila. Obletnica je bila 26-letnica smrti. To še nisem slišal, da bi kdaj praznovali. Skratka, za potrebe, bi rekel, vzpostavljanja kulturne elite je seveda Bleiweiss storil pač tukaj neverjetna dejanja. Če je Bleiweiss za formiranje jezika posebej angažiral pesnika, je spodbujal tudi vzpostavljanje slovenskega besednjaka za imena rastlin. Tako je nekoč objavil, da mu je pater iz Brežic poslal 400 zelišč in ko vsakemu poleg nemškega imena dodal še slovenskega. In Bleiweiss je spodbujal bralce, da mu pošljajo takšne nabirke in potem objavljal nove prispevke, za katere se je pošiljalcem posebej zahvaljeval. Časopis je dobesedno odprl za bralce, saj je sistematično objavljal njihova pisanja. Dal jim je status enkratnih dopisnikov, ki so mu v pismih poročali o krajevnih požarih, smrtih zaradi hudega mraza. Iz Amerike je večkrat objavljal pisma misionarja Pirca, v katerih je ta popisoval življenje med Indijanci in v mestu. Pisma bralcev niso prinašala mnenj, to velja se za prva leta, jaz govorim za prvih 5 let, temveč so poročala o faktih. S pomočjo bralcev je ustvaril prostovoljno dopisniško mrežo, ki je delovala tako intenzivno, da je nekoč objavil pismo, v katerem se je dopisovalcem opravičil, da ne vzamejo za zlo, če njihovih sestavkov doslej še ni uspel objaviti. S tem odprtim konceptom je namreč dvignil raven časopisa, saj mu ni bilo več treba krpati vsebine z iskanjem sestavkov, temveč jih je imel tako obilje, da je lahko med njimi izbiral. Hkrati pa je svoje bralske dopisovalce povzdignil tudi z imenom, saj jih je naslavljal pisatelji. Časopis Novice se je formiral kot referenčni prostor vednosti. Objavil je denimo nasvete, kako zmrznjenega človeka k življenju buditi, potem, in to je bil genialno, potem pa je čez čas natisnil vest iz kraja, kjer so 2 zmrznjenca prenesli v toplo hišo in ogreli, pa sta posledično umrla. Ter pridodal, da bi jima lahko življenje rešili, ko bi brali novice, v katerih je bilo ljudem razloženo, da so zebline zdravijo zmrzlo vodo in v hladnih prostorih. Še bolj ilustrativen primer je, ko je kočaš barona Zoisa na poti po Gorenjskem nekje zašel in končal v Blatnem jezeru, slab plavalec, kazali, da bo tonil, iz katerega so ga potem na pol mrtvega povlekali. Potem pa so ga hoteli postaviti na glavo, da bi voda iz njega odtekla. Toda baron Zois in Kamplan sta se takoj spomnila, da sta pred kratkim v naših novicah brala, kako se imajo utonjenci oživljati. Novice sem, so klicali baron. V grad so tekli list poiskat, v katerem je pomoč v sili natisnjena. Gospod Kaplan so urno prebrali in začeli utonjenca natanko tako oživljati, kakor je v novicah rečeno. Se pravi, Bleiweiss je sistematično uvajal nove vednosti in praktike kmetijstvu in rokodelstvu, a obenem je postavil novice kot ekskluzivni kraj splošne vednosti, ki pa ni bil statičen. Tako je objavil navodilo, kako skrbeti rano, če človeka piči strupena kača. Nekaj tednov kasneje pa je k temu dodal še odziv.
Kanonik iz Novega Vinodolskega je prebral članek in mu poslal pismo. Žalostjo berem, da vaš narod še ne pozna sredstva zoper strupeni kačji pik, zelišče Astramontana. Blajvajs novo vednost takoj inkorporira v časnik, pismo objavi, se kanoniku zahvali in ga prek časnika še zaprosi, če jim lahko nekaj funtov tega zelišča pošlje, da bi ga razdelili lekarnanim zdravnikom. Danes časopisi sistematično ločujejo uredniško politiko od bralskih intervencij, ki jih umeščajo v geto pisma bralcev. Na eni strani torej časopis, na drugi odzivi bralcev. Novice pa so bile nasprotni primer. Saj časnik postavljal pisma kot enakovredno vsebino. Še več, nove vednosti je preprosto posvojil, če tudi so negirale vsebine poprej objavljenih člankov. Na ravni časa so bili časniki usmerjeni v preteklost. Blajvajs pa je dal novicam pečat okna v prihodnost. Ko je pisal o novih tehnologijah in strojih v kmetijstvu in industriji, je s tem seveda napeljeval na uvedbo tehnoloških sprememb. A začel je tudi napovedovati dogodke, ki se bodo šele zgodili. Tako je javil že vnaprej začetek gradnje Kolizeja v Ljubljani, mostu čez Savo v Vižmarjih, predvsem pa železnice skozi slovenske dežele. Tu je kroniko oziroma napovednik nadgradil še s formiranjem javnega mnenja. Ker je bilo to v veliki meri zadržano do prihoda železnice, je vključil propagando, vendar ne v obliki reklame, temveč neopazno skozi umetnost. Še pred zgraditvijo železniške proge do Celja in Ljubljane je na naslovnici objavil pesem od železne ceste, ki jo je ustvaril France Prešeren in pomeni lirično hvalico prihajajoči prometni tehnologiji. Časopisi že od svojega nastanka pomenijo ustvarjanje prostora javnosti in javnega mnenja. Blajvajs pa je javno mnenje dobesedno trasiral. Postavljal je vrednote, ki dotlej niso bile dominantne. Tako v zapisu pledira, da naj ljudje disciplinirajo svoje izločanje tako, da zraven hiš postavljajo stranišča. Tu je imel dvojno nalogo. Ne le, da je uvajal novo praktiko, zanjo si je izmislil tudi ime. Rekel je, kdor jo imenuje, ji pravi po tujih jezikih. Aptrit, retirat, privet in če ji sekret reče, misli, da jo imenoval po slovensko. Jaz ti stranišče rečem, za voljo tega, ker se vse z njo v stran spravlja. A polje imenovanja pusti odprto. Na koncu se stavka pozove bralce, da naj se oglasi, če ima kdo boljši predlog za izraz. Vendar pa Blajvajs ni le promoviral slovenske besede, deloval je tudi kot prvi jezikovni purist in opustil rabo koledarskih imen Listognoj in Kozaprsk 2 mesecev zaradi skatološke in seksualne konotacije. Leta 1854 je igrivi Kozaprsk zamenjal z latinskim oktobrom. Prek časopisa je ustvarjal tudi geografsko samopodobo slovenskih dežel. Medtem ko je Vodnik poročal večinoma iz svetovnih mest, Slovenska redko kdaj, je Blajvajs sistematično navajal dogodke in pisma iz mest in krajev, v katerih so bivali Slovenci. Prek krajevnih imen, kot so Marburg, Gradec, Radgona, Vipava, Črni vrh, Metlika in tako dalje, je med bralci ustvarjal zavest o slovenskem teritoriju in njegovem obsegu. Obenem pa prebivalce z omembo njihovega kraja dobesedno umeščal v časopis. Razumljivo je, da je njegov koncept, ki je bil usmerjen k navezovanju bralca, dosegal, da novice niso doživele bridke usode ljubljanskih novic in samoukinitve, ampak je strmo povečal število naročnikov. In tu je se omenjal, da novice čedalje bolj čislajo tudi v slovanskih, laških in nemških časopisih. In Blajvajs je v prvih letih objavljal ob koncu oziroma na začetku leta seznam vseh naročnikov, kar je unikatno v zgodovini. Danes ne vemo, kdo so naročniki, kdo so bralci enega časopisa. Ne? In ta sled Blajvajsa je še danes odličen in redek vir za raziskovalce. Ampak branje novic je postavljal za življenjski stil. Enačeval ga je z omiko. Omikanju ljudje sploh časopise berejo in tudi umni kmetje. Čeravno je denimo opozarjal nevarnosti tobaka za zdravje, pa je pristavil: jaz bi vsakemu možu, ki ima močne prsi, tobak pustil. Nekaj veselja pa mora imeti in potem nariše idealno podobo. Pipico v ustih, pa v rokah novice o nedeljah popoldne, tako bi bilo veselje naše Slovence gledati. Novice je dobesedno vpletel v življenje ljudi. Še več, ko je objavil vest o smrti Fajmoštra, ki je za jetika umrl, jo je zaključil z besedami: za naše novice je ves gorel in še na smrtni posteli je od njih govoril.
Ne samo, da je bralec najlepše trenutke oddiha preživel z novicami, novice bravši je odšel tudi v smrt. Hvala.